če hočete, da vas vaše telo začne ubogati, potem morate vi vašemu telesu dati zagotovilo. 2 stvari morate narediti, ali pa 3. Dati mu morate zagotovilo, da ne boste nikoli več preslišali potreb svojega telesa, da ne boste nikoli več sebe povozili, da ne boste nikoli več delali stvari, ki niso koristne ali pa v skladu za vas, ne samo koristne, da ne boste delali stvari, ki vam škodijo vašemu zdravju ali življenju. Ja? In zato bi rada danes bo izjemno lepa terapija, bomo naredili podobno kot v prejšnji teden. Rada bi vas zbudila eno zaupanje v življenje in da zamenjate perspektivo, da se ne boste, lahko se malo smilite sami sebi, lahko ste malo žalostni zaradi situacije, lahko ste malo frustrirani, ampak da ne boste zamerili svojemu telesu, ker vas je ustavilo. Ker ustavilo vas je zato, ker vas hoče čuvati in ker vam hoče na dolgi rok dobro. Ja? In 2 oziroma 3 stvari, ki jih je treba narediti. Prva stvar je začeti se treba ukvarjati s sabo, to ste že naredili. Druga stvar je treba za nazaj nekako te vzorce izbrisati. Vzorec, moram biti uspešen, moram delati, moram se mostrešiti, moram se dokazati, moram. In tretja stvar, ki jo je treba narediti, je treba izbrisati posledice tega, da smo živeli malo predivje za nas. In vzorce je treba spremeniti, da v prihodnosti živimo malo bolj v skladu sami s sabo. In če to dobro naredimo, potem bodo zginili vaši simptomi in mehke noge in boleče noge ali občutljive noge in tiščanje v prsih in vse to. Torej čaka nas brisanje starih občutkov, spreminjanje starih vzorcev in naučiti se moramo iskrene ljubezni do sebe. Naredimo 3 globoke vdihe in izdihe. Vse se dogaja zame. To, da me je življenje ustavilo. Ta moja tesnoba, ta moja zgorelost, ti moji neprijetni občutki, ki se jih bojim, vse se dogaja zame. Tudi lepe stvari, vse se dogaja zame. Vse se dogaja zame. In zakaj se mi težke stvari dogajajo? Samo zato, da se zbudim, da se začnem zavedati, da začnem slišati sebe, da ugotovim, česa nočem, in iz tega sklepam na to, kaj hočem, in potem začnem delati korake v tej smeri, da to resnično dobim. Mi bi pa radi imeli kontrolo. Mi bi pa radi živeli tako, kot si mi zamislimo. Želeli bi, samo daj mi stran to ovratnico, veš, jaz hočem živeti tako, kot sem živel prej, jaz hočem divjati. Ampak naši tega niso stali. In predvsem nas življenje nekako pelje naprej. In ko se nam hude stvari zgodijo, ko se nam res težke stvari zgodijo, ko bo preglasno, ko se nam res težke stvari zgodijo, takrat čutimo ogorčenje, razočaranje, bolečino, jezo, frustracijo.
kritični smo, obsojamo se, zahtevni smo do sebe in do drugih. Ampak kaj, če se stvari dogajajo nam v korist, zame? Kaj, če se tudi težke stvari zgodijo zame? Da je zadaj neka druga perspektiva, nek višji namen. Kaj, če se vsaka težka stvar, ki se mi zgodi, zgodi točno zame? Zakaj? Predvsem, da se zavem in ugotovim, česa nočem. Iz tega se jaz odločim, kaj želim, kaj hočem, in začnem delati korake. In dejansko dosežem to, kar želim. Kaj, če se čisto vse dogaja zame? Tudi tiste najtežje stvari. Kaj, če se čisto vse dogaja zame, meni v korist? Tudi izdaja, ko me izdajo ljudje, ki jih imam najraje, ali pa ljudje, ki jim zaupam. Kaj, če se to zgodi zame, da pridem do svoje resnične moči, da ugotovim, česa nočem, da iz tega se odločim, kaj hočem in da to dosežem. Da zrastem v svoji moči in da si ustvarim tako življenje, ki bo meni všeč, v katerem se dobro počutim. Kaj, če nisem samo to svoje fizično telo? Kaj, če res obstaja višji jaz, moja duša, in me kliče in me noče pustiti na tem nivoju? In kaj, če se mi težke stvari zgodijo zato, da se zbudim, da začnem zavestno živeti, da ugotovim, česa nočem, da ugotovim, kaj hočem, da si ustvarim to, kar hočem, da ugotovim, da imam moč v sebi, pa ne moč, hočem tako življenje, točno tako, hočem. Ampak da včasih tudi sprejmem tiste stvari, ki jih ne morem spremeniti, da jih sprejmem. Da ugotovim res, kaj, česa nočem, kaj si želim. In da včasih sprejmem ta izziv, ki me ga življenje da, moja duša mogoče, moj višji jaz. Ker me hoče na višjem nivoju, bolj polno ljubezni, bolj polno veselja, bolj polno življenje. Kaj, če se mi težke stvari zgodijo zato, da se zbudim, da ugotovim, kako neskončno vreden sem, da ugotovim, kako neskončno dovolj dober sem, da ugotovim, kje je v bistvu moja strast, moje navdušenje, da presežem svoje stare strahove, da najdem svojo veličino v sebi. Kaj, če se vse dogaja zame? Da se zbudim in da se začnem zavedati, katere situacije mi povzročajo bolečino, in da pogledam, kaj je tisti strah v meni, kaj je tisti vzorec v meni, kaj je tisto, zakaj imam mehke ali pa boleče noge, kaj je tisto, zaradi česar imam napad strahu, kaj je tisto, da me tišči v prsih, kaj je tisto, da sem prizadeta, kaj je tisto, razumete, da pogumno se soočimo s sabo, kje je v meni neka senca, neka bolečina, nek strah, neka nemoč, ki preprosto hoče iti ven. Zakaj? Ni zato, da bi me kdo mučil, zato, ker se lahko živim bolj kvalitetno, ker lahko živim drugače, ker se lahko zbudim v svoji moči, ker vzamem moč za svoje življenje v svoje roke.
In ker me tega nikoli do zdaj ni nihče naučil, ker me to generacije in generacije nazaj tega niso znale. Kaj, če se čisto vse dogaja zame? Da me pripelje do tega, da se soočim s tem, kar me boli. Da se soočim s tem, kar mi jemlje mojo moč. Da se soočim s tem, kar mi jemlje ljubezen do sebe. In da ugotovim, da je moje življenje pravzaprav darilo in da imam moč preseči stvari. Najti mir v sebi. Da se lahko dvignem nad še tako težke stvari. In da preprosto sprejmem, da je naše življenje skrivnost. Mi bi radi stvari kontrolirali, ker nas je strah. Mi bi radi imeli točno predvidljivo, ker nas je strah. Ampak življenje hoče od nas malo več. Kaj, če nas življenje hoče peljati naprej? Kaj, če nam življenje hoče dati več? Kaj, če nam življenje hoče pokazati več? Kaj, če naša duša hoče, da mi doživimo več? Kaj, če imamo zdaj ravno take boleče situacije, da nas pičijo tam, kjer nas boli, zato da pogledamo, kaj je tisto v nas. Da ugotovimo, če se nočemo, kaj želimo, in da si ustvarimo tisto, kar želimo. Da si predstavljate, da teče energija ljubezni točno čez vas. Čez tiste vaše občutke, kjer vam manjka zaupanje vase in zaupanje v življenje. Čez tisti vaš strah, ker želite stvari kontrolirati. Čez tisti vaš strah, ker želite, da bi bile stvari pod nadzorom, predvidljive. Ker želite, da bi bile stvari zložene v eno malo škatlico, ko boste vi kontrolirali in nadzirali, ker bi se vi počutili ob tem varne. Življenje pa hoče to malo škatlico raztrgati in vam dati večjo škatlo. In še večjo, in še večjo. Ampak ne, jaz moram biti popolna. Jaz moram vedno vse narediti prav. Jaz moram biti žalostna, ker se mi je to zgodilo. Jaz imam v sebi to grozno bolečino. Jaz nosim v sebi to zamero. Meni so vse hude stvari zgodile. Ja, res je. Ampak kaj, če lahko čisto vse presežemo? Ne vsega danes, ampak lahko svoj odnos do tega spremenimo. Ko sem se soočila prvič z anksioznostjo, nisem vedela, kaj to je. Ampak čutila sem močen strah. Bila sem stara 30 let. Imela sem 3 male otroke. 4 leta, 2 leti in novorojenčico. In takrat sem si želela, zdaj samo edina stvar, ki mi še manjka, je služba za nedoločen čas. In pol je moje življenje rešeno. Pol sem jaz rešena do konca svojega življenja in bom lepo do penzije v tej službi. Ker tapkajte ali bodite še vedno bodite v taki drži, sprejemajte moje besede. Pri 30-ih sem si mislila, imela sem svoj dom, bila sem poročena, imela sem 3 krasne otročke, polno dela. Preselili smo se iz Ljubljane v Maribor, ker sem čutila, da moram iti sem. In sem rekla, v enem letu porodniške, s 3. deklico, bom pa dobila službo tukaj. In ko se je porodniška končevala, nekako se ni prava služba pojavila. Hotela sem iti pač v šolstvo takrat. Pa se nič kaj ni prav pojavilo. In meni je naraščal strah. Ko življenje ni bilo več tako, kot sem si ga jaz zamislila. Ko moja škatlica so se začele luknje delati, moji mali škatlici. In takrat so se pokazali moji strahovi. Takrat se je pokazala moja slaba samopodoba. Takrat se je pokazala moja težnja, mora biti popolno, mora biti vse tako, kot si jaz zamislim, ker pol se jaz čutim varno, ker sicer me je neskončno strah. In pol sem se mogla soočiti s temi strahovi.
In pa sem dobila službo. In ta služba, zrihtal mi je oče, ker je rekel, veš, oni so ful pridni tam, ful delajo. Ja, in res so bili ful pridni, ful so delali. Komaj sem svoje male 3 otroke in vse zahteve iz te službe rihtala. Ampak tu sem se začela sprebujati, tu sem jaz začela se spraševati, tako kot ste se vi začeli spraševati, kaj to je moje življenje? Še vedno so bili strahovi, ampak začele so se mi stvari odpirati, moja škatlica je hotela biti večja. Leta so trajala, da se je škatlica večala, danes vam gre vse dosti hitreje, meni je šlo zelo počasi, ampak ta škatlica se je večala. In minilo je 10 let, ko sem bila stara 40, ko sem si pa želela, tako za vse, kar sem si želela, samo to, da ne bom nikoli več nikogar prosila za službo, ampak da lahko grem na svoje. In da lahko tudi drugim ljudem pomagam. Iti ven iz teh škatlic, iti ven iz strahov, iti ven iz slabe samopodobe, iti ven iz starih vzorcev, pa naj bojo še tako zakoreninjeni, pa naj bo še tako težko. In v bistvu to ni bil moj scenarij, to je življenje želelo od mene. Ker mi je, ne vem kdo, moja duša, moj višji jaz, Bog, ne vem kdo, vesolje, je hotelo od mene več. In še več, in non-stop nekaj več. Ampak zdaj, ko pogledam nazaj, joj, kdo bi jaz bila, če bi ostala tam v tisti moji mali škatlici. Sitna, zafrustrirana, nesrečna, prepirljiva, agresivna, jezna. Jaz sem vmes res druga oseba postala. Pa ni bilo vedno lahko. Ampak bilo je pa neskončno vredno. In zato bomo v prihodnjih tednih delali na tem, da vam bo lažje iti iz male škatlice v večjo. Jaz sem morala sama pogruntati, kako se to dela. Vas bom vodila po tej poti, vam bo lažje, bo hitreje. Še vedno boste mogli se soočiti s svojo bolečino, ampak pot je predvidljiva, prehojena, markirana. Hoditi boste mogli sami po njej. Ampak je točno jasno, kaj je treba narediti, da najdete mir v sebi. In na koncu boste videli, se vam bo snela ta ovratnica, vi boste se rešili tesnobe, začeli boste spati, ampak še poleg tega boste dobili še mnogo več. Rešili se boste tesnobe, mehkih nog, tiščanja v prsu, vsega tega se boste rešili. Ampak poleg tega boste dobili iskreno ljubezen do sebe, dobili boste večjo perspektivo za življenje, začeli se boste veseliti drobnih stvari, mnogo več boste lahko dali življenju in ljudem, ki jih imate radi, in predvsem vi boste čutili, kako je vaše življenje izpolnjeno. In zato sem res hvaležna, ponosna sem na vas, da greste po tej poti, po kateri sem šla jaz, ker ni vsak človek pripravljen iti po tej poti, vi pa ste. Res in čutim zdaj skoraj malo solzic v očeh, to neskončno ponos na vas, neskončno hvaležnost, tudi to, kar mi zaupate, da sem lahko z vami ob teh korakih, ki jih delate. In res navijam za vas. In ja, res pot predvidljiva, čeprav se včasih skrije za kak hrib, pa je ne vidiš, važno je samo vsak dan narediti en korak naprej. Ali pa če kakšen dan malo jokamo in se smilimo vsak sebi, pa naslednji dan naredimo korak naprej. Glavno, da se ne ustavimo.
In bi res rada, da danes sprejmete to zaupanje v življenje, zaupanje to v večjo perspektivo, zaupanje, da vas življenje vodi, zaupanje, da ima tudi te vaše težave, zaradi katerih ste prišli v ta program, da imajo nek smisel in da se vam bo pokazalo, ne samo kot včasih rečemo, ja, vse je za nekaj dobro. Meni ta odgovor nikoli ni bil všeč. Ampak pokazalo se vam bo, da postajate druga oseba, da vam boste lažje živeli. In predvsem bo več ljubezni v vas. In še nekaj čutim, včasih si mislim, pa če bi se jutri moje življenje končalo, pa jaz bi bila ful ponosna na to dinamično življenje, ki sem ga živela. Ker sem vedela, da sem res dala največ od sebe, kar sem lahko. Čeprav ni bilo vedno vse prav, pa ni bilo vse idealno, ampak v tistem trenutku sem dala največ, kar sem lahko. In vsakič sem želela dati več, doseči več, biti več, se smejati več. Razumeti več. In to je naše življenje, ena taka rast. Zato bi res rada vašo perspektivo, ja, včasih vam bo težko, pa boste žalostni zaradi stiske, ki jo imate, ampak rada bi, da vseeno ohranite to perspektivo, kam vas v bistvu ta stiska hoče poriniti, kam vas v bistvu življenje hoče peljati. In super, da ste naredili te korake in super, da ste se nehali upirati življenju. Zdaj bi res rada, da predstavljate, da odprete srce in poskusite malo bolj zaupati življenju. Da se vse dogaja zame. Tudi najtežje stvari. Tudi najtežji občutki zapuščenosti, osamljenosti, bolečine. Vse se dogaja zame. Da me pripelje do novih nivojev moje moči. Da ugotovim, da lahko presežem tudi to. Vse se dogaja zame. Vse se dogaja zame. Vse se dogaja zame. Da me pripelje do višjih nivojev moje moči. Da ugotovim, kaj nočem, da ugotovim, kaj si želim, da si to ustvarim, kar si želim. Da nisem več žrtev, da nisem več ujeta v nemoči, v frustraciji, ampak da vem, da je življenje lahko lepo, da začnem videti priložnosti, ki so vedno okoli mene. Ampak včasih jih ne vidimo. In da preprosto sprejmemo to svojo pot, tudi če nam gre počasneje kot komu drugemu. Najbolj počasen primer sem jaz. Da sprejmemo, tudi če nas kdo ne razume, da se vseeno lahko imamo sami sebe radi in da vi sami sprejmete pot, po kateri hodite. In da vedno zberete moči za en korak naprej. In to je dovolj. Da veste, da se vse dogaja za vas. Prav vas boli, prav je težko, prav ste morali iti mogoče na bolniško, ko ne bi želeli iti. Čeprav vas je sram, da vas kdo vidi, ampak vse se dogaja za vas, za nas. To življenje ima nek višji namen. In preko dojamemo, da je to skrivnost, in preko sprejmemo, da ne moremo svojega čudovitega življenja shraniti v eno škatlico, lažje vam bo.
Koliko se boste oklepali škatlice, majhne, težje vam bo. Življenje vam hoče dati malo večjo škatlo, pa še večjo, pa še večjo. Vse se dogaja zame. Vas povabim, da v prihodnjih dneh, ko greste po ulici, na sprehodu, vse to je tu zame. Si predstavljate, vidite drevo in rečete, to drevo je tu zame. Ta cesta je tu zame. Ta čaj, ki ga spijem, je tu zame. Ta postelja, v kateri spim, je tu zame. Ta bolečina, ki jo čutim, je tu zame. Ta preizkušnja, ki jo imam, je tu zame. Ta idiot, ki mi nagaja, je tu zame. Razumete? Zdaj bom grdo rekla, prasica je tu zame. Zakaj? Ta nesreča je tu zame. Ta izguba je tu zame. To ponižanje je tu zame, da me končno zbudi, da se zavem, da sem fucking vredna, da se dvignem nad to. Da se zavem, koliko let sem verjela, da nisem vredna, pa da mi si ne zaslužim. In zdaj me težke stvari hočejo zbuditi. Vse, kar se dogaja, je tu zame. Kako boste to dosegli? Ko vam bo čez dan težko, ko se boste čez dan srečali z težko situacijo, ko se boste slabo počutili, tako rečemo. Ko se boste čez dan slabo počutili, ko vas bo nekdo prizadel, ko se boste spomnili na nekaj bolečega. Ko prijete zvečer, ko boste zvečer lahko sami sabo, zaprite se nekam in si rečite, kje v meni je bolečina, ki hoče priti ven, zato da se jaz dvignem na višji nivo, ker ta težka situacija se dogaja meni v korist, zame. Ko boste, ne takrat sredi dneva, ne morete, ampak ko ste sami sabo, ko vam bo najtežje, si rečite, to se dogaja zame, pa ne zaradi nekega razloga, ki se bo pokazal čez 50 let, ne, ta trenutek. Kje v meni je bolečina, ki jo moram zdaj sčistiti, dati ven, zato da se lahko dvignem na višji nivo. Da bo v meni več ljubezni, več življenja, več veselja. Torej, ko se vam bojo lepe stvari dogajale, uživajte in si rečite, to je tu zame. Ta glasba je tu zame, ta internet je tu zame, ta sonček je tu zame ali pa megla je tu zame. Čevlji so tu zame, da lahko hodim. Ta pulover je tu zame, da me ne zebe. Ko se vam težke stvari zgodijo, morate pa se umakniti nekam v svojo votlinico, v svoj prostor in čas samo za vas in si rečite, to, kar me je zdaj prizadelo, je tukaj zame. Zakaj? Ne zato, ker se hočemo trpinčiti, pa dajmo še en obraz nastaviti, ne? Zakaj je ta bolečina zdaj tu zame? Zakaj? Zakaj me je ta idiot prizadel? Zakaj sem zdaj frustrirana? Zakaj? Zato, da mi je pokazal, kje v meni je bolečina, ki jo jaz lahko spravim ven, zato, da se dvignem na višji nivo, da bo meni boljše, lažje, lepše. To je prava perspektiva, ki bi želela, da si jo osvojite in da s to perspektivo gledate na življenje. Kje v meni, ko se vam nekaj težkega zgodi, kje v meni je nek vzorec, ki hoče zdaj se razbliniti, razrešiti, zato da se jaz lahko dvignem, da bo meni boljše, da bo meni lažje, da bom jaz bolj uživala, da grem iz te male škatlice v večjo in še večjo in še večjo. Nekoč je prišel k meni en mlajši moški, pa je rekel, jaz živim v mali škatlici zaradi svojih strahov in moja žena ob meni trpi
ker en del mene hoče živeti v mali škatlici mojih strahov. Jaz bi rad raztrgal to škatlo mojih strahov, ker nočem, da moja žena trpi zraven mene. Wow. Tako da, ko mi svoje škatlice večamo, smo nehote, ali pa kot stranski učinek, tudi mnogo bolj ljubeči do tistih, ki nam največ pomenijo. Najprej pa seveda do sebe. Vse se dogaja zame. Če potrebujete pomoč, sem tukaj za uvodni pogovor, lahko si tudi priročnik sprintate. Od danes naprej pa res slišite sebe, poslušajte sebe, upoštevajte svoje telo, ker ga nujno rabite na vseh vaših podvigih, na vseh vaših poteh, in se vidimo tudi v kakšnem naslednjem videu. Rada vas imam in navijam za vas in vse je možno in te notranje blokade so samo zato, da jih razrešimo, ker pripada vam uspeh in zmaga je že vaša, samo še vzeti jo je treba. Pa ne samo z delom na zunaj, ampak tudi z globokim pogledom vase. Čudovit dan vam želim in vse dobro. Srečno!